V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, v mesecu rožnega venca ali Marije rožnovenske Matere Božje, kot je bilo tudi napovedano, in v tem mesecu bi zmolili pred sveto mašo tudi rožni venec. Naj se bo to za to osebne potrebe, za to, ta virus, ki hodi po svetu, da bi se ta problem ali to čim prej rešilo, da bi se lahko osebno srečali pri vsaki sveti maši, molitvi ali kakšnem prijateljskem srečanju. Zato začnimo. Verujem v Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križem bil, šel v pekel, tretji dan od mrtvih, šel v nebesa, sedi na desnici Očeta vsemogočnega, od bo prišel sodit žive in mrtve. Verim v Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, naše smrti, večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Nam naš greh, kako tudi mi odpuščamo in ne uvedi nas v smrt, temveč reši nas zlega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad, ki nam vodi naše misli. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, ki nam vodi naše besede. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad, ki nam vodi naša dejanja. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Tako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Jezus vstane od mrtvih. Ko je minila sobota, so Marija Magdalena in Marija, mati Jakobova in Saloma, kupile dišav, da bi šle Jezusa mazilit. In prvi dan v tednu so prišle k grobu navsezgodaj, ko je sonce vzšlo. Med seboj so govorile, kdo nam bo odvalil kamen od vhoda v grob? Ko pa so se ozrle tja, so videle, da je kamen odvaljen. Bil je namreč zelo velik. In stopile so v grob in zagledale mladeniča, sedečega na desni in z belim oblačilom ogrnjenega, in so se prestrašile. On pa jim reče, ne bojte se, Jezusa iščete, Nazarečana, križanega. Vstal je, ni ga tukaj. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne operi nas v skušnjavo, temveč reši nas zlega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus, ki je vstal od mrtvih. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus, ki je vstal od mrtvih. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj,
blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je vstal od mrtvih. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je vstal od mrtvih. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je vstal od mrtvih. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je vstal od mrtvih. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je vstal od mrtvih. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je vstal od mrtvih. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je vstal od mrtvih. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je vstal od mrtvih. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in na vekomaj. Amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Jezus gre v nebesa. Ko je to izrekel, se je vpriča v njih vzdignil in oblak ga je vzel izpred njih oči. In ko so ob njegovem odhodu gledali v nebo, glej, sta stala pri njih dva moža v belih oblačilih, ki sta rekla: Galilejci, kaj stojite in gledate v nebo? Ta Jezus, ki je bil od vas vzet v nebo, bo tako prišel, kakor ste ga videli iti v nebo. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki v nebesa šel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki v nebesa šel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki v nebesa šel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki v nebesa šel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki v nebesa šel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki v nebesa šel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki v nebesa šel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekoma. Amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Jezus pošlje Svetega Duha. Ko je prišel Vinko Štiran, so bili zbrani na istem kraju. Tedaj je nastal nenadoma z neba šum, podoben bližajočemu se silnemu vetru, in je napolnil vso hišo, kjer so sedeli. Prikazali so se jim jeziki kakor plameni, ki so se porazdelili ter obstali nad slehernim poetem. In napolnjeni so bili vsi Svetim Duhom in so začeli govoriti v drugih jezikih, kakor jim je dajal Sveti Duh, da so govorili. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj,
blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vsem vekom. Amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, ovari nam steglenskega ognja in privedi v nebeso vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Jezus vzame Marijo k sebi v nebesa. Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem zveličarju. Zakaj ozrl se je na nizkost svoje dekle, glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi. Zakaj velike reči mi je storil on, ki je mogočen in je njegovo ime svetu. Od rodu do rodu traja njegovo usmiljenje njim, ki mu v strahu služijo. Moč je skazal svojo roko, razkropil je nje, ki so napuhnjenih misli. Mogočno je vrgel s prestola in nizke povišal. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Sprejel je svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja, kakor je govoril našim očetom, do Abrahama in njegovega rodu na veke. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne opeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Zdrava Amen. Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesa vzel. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas pekelskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Jezus, krona Marije v nebesih, za kraljico nebes in zemlje. Kdaj se je odprlo Božje svetišče v nebesih in prikazalo se je veliko znamenje na nebu. Žena, obdana s soncem in pod njenimi nogami mesec in na njeni glavi venec iz 12 zvezd. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nam v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Slava Otčetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vse vekoma. Amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebeso vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Molitev za duše ubica. O Bog, stvarnik in odrešenik vseh vernih, podeli dušam svojih služabnikov in služabnik odpuščanju vseh grehov do usmiljenjem, ki so ga vedno želele s pobožnimi prošnjami dosežejo. Prosimo te, pridi na pomoč ubicah trpečim dušam, ki si jih odrešil s svojo krvjo. Gospod, daj jim večni mir in pokoj in večna lušna in sveti. Naj počivajo v miru. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, kako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in odpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus. Usmili se duš v ubicah. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus. Usmili se duš v ubicah. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus. Usmili se duš v ubicah. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus. Usmili se duš v ubicah. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus. Usmili se duš v ubicah. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus. Usmili se duš v ubicah. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus. Usmili se duš v ubicah. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus. Usmili se duš v ubicah. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus.
usmili se v dušovicah. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Usmili se v dušovicah. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Usmili se v dušovicah. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, kakor zdaj in vselej vekoma. Amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas iz peklenskega ognja in vdevaj v vse duše, posebno še tiste, ki so najpotrebne tvojega usmiljenja. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. In s tvojim duhom. Ko smo pred sveto daritvijo molili skupaj rožni venec v tem mesecu rožnovenski Materi Božji, sedaj bomo pričeli s svetomašo in bo v teh namenih. Prvo, danes ob 64. obletnici našega doma, so vse žive in rajne člane tega doma in vse prijatelje tega doma, tudi potem za vse rajne katehete ali dušne pastirje, potem za Magdo Češarek v obletnici, Jožeta Kenda, za Nežko vesel rojena Jerin, pa tudi drugi osebni nameni, ki jih vsak ima, predvsem za te, ki so
okuženi s to boleznijo ali so v tem času dali življenje ali šli v večno. Zato priznajmo pred sveto daritvijo vse naše slabosti in grehe, prosimo nebeškega Očeta, naj nam odpusti, da bo ta daritev vsem nam v duhovno in v rast. Danes smo zbrani pri sveti Evharistiji, združeni pred oltarjem Marije Pomagaj v Slovenski hiši. Iz srca hvaležni Bogu praznujemo 64. obletnico našega doma San Justo. Pri sveti maši bomo Bogu darovali vse, kar nas združuje, in ga prosili, da v nas pomnoži ljubezen do njega, ljubezen do slovenske zemlje in jezika, ter naj nas obdari z darovi medsebojnega spoštovanja in razumevanja. Sveta maša se daruje za žive in rajne rojake iz našega okraja in za vse pokojne predsednike našega doma. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih, mnogo dobrega napustil in slabega storil. Žal mi je, sveto mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite za nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Molimo. Gospod naš Bog, prehiteva in spremlja nas svojo milostjo in zbuja nas pripravljenost za dobra dela. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Poslušajmo Božjo besedo, ki primerja Boga z velikim Gospodom, ki bo povabil vsa ljudstva na gostijo, kjer bomo obhajali svojo dokončno zmago. Berilo iz knjige preroka Izaija.
Gospod nad vojskami bo na Sionski gori pripravil vsem ljudstvom gostijo s sočnimi jedmi, gostijo z žlahtnimi vini, sočnimi in okusnimi jedmi, s prečiščenimi žlahtnimi vini. Na tej gori bo pretrgal zagrinjalo, ki zagrinja vsa ljudstva, in pokrivalo, ki pokriva vse narode. Za vselej bo uničil smrt. Gospod Bog bo obrisal solze z vseh obrazov in z vse zemlje bo odstranil sramote svojega ljudstva. Kajti Gospod je govoril: tisti dan bodo rekli, glejte, to je naš Bog, čakali smo ga in nas je odrešil. To je Gospod, ki smo ga čakali, radujmo in veselimo se, da nas je odrešil. Kajti Gospodova roka bo počivala na tej gori. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. V Gospodovi hiši bom prebival vse dni življenja. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Na zelenih pašnikih mi daje ležišče. K vodam počitka me vodi, mojo dušo poživlja. V Gospodovi hiši bom prebival vse dni življenja. Vodi me po pravih stezah zaradi svojega imena. Tudi če bi hodil po globeli smrtne sence, se ne bojim hudega, ker si ti ob meni. Tvoja palica in tvoja gorjača sta mi v tolažbo. V Gospodovi hiši bom prebival vse dni življenja. Pred mano pogrinjaš mizo v pričo mojih nasprotnikov. Z oljem mi maziliš glavo, moja čaša je prepolna. V Gospodovi hiši bom prebival vse dni življenja. Le dobrota in milina me bosta spremljali. Vse dni mojega življenja. Prebival bom v hiši Gospodovi vse dni življenja. V Gospodovi hiši bom prebival vse dni življenja. Berilo iz pisma apostola Pavla Filipijanom. Bratje in sestre, znam biti reven in znam biti v obilju. Na vse mogoče sem se navadil. Biti sit in biti lačen. Biti v obilju in biti v pomanjkanju. Vse zmorem v njem, ki mi daje moč. A kljub temu je bilo lepo, da ste mi pomagali v moji stiski. Moj Bog, bogat, kakor je, bo po svojem bogatstvu v veličastvu potešil vse vaše potrebe v Kristusu Jezusu. Našemu Bogu in Očetu pa bodi slava na veke vekov. Amen. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, naj razsvetli oči našega srca, da bi vedeli, v kakšno upanje nas je poklical. Gospod za vami. Evangelij Gospoda Jezusa Kristusa po Mateju. Tisti čas je Jezus spregovoril
velikim duhovnikom in starešinem ljudstva v prilikah. Nebeško kraljestvo je podobno kralju, ki je priredil svatbo svojemu sinu. Poslal je svoje služabnike, da skličejo povabljene na svatbo, vendar ti niso hoteli priti. Znova je poslal druge služabnike rekoč: povejte povabljenim, glejte, pojedino sem pripravil, moji voli in pitana teleta so zaklana in vse je pripravljeno, pridite na svatbo. Ti pa se niso zmenili, temveč so odšli, eden na svojo njivo, drug na svoje kopčije, ostali pa so zgrabili njegove služabnike, jih sramotili in pobili. Kralj se je tedaj razsrdil in poslal svojo vojsko, da so pobili tiste morilce in njihovo mesto požgali. Nato je rekel svojim služabnikom: svatba je pripravljena, toda povabljeni je niso bili vredni. Pojdite torej na križišča in povabite na svatbo, kogarkoli najdete. Služabniki so odšli na poti in zbrali vsem, ki so jih našli, hudobne in dobre. In svatovska dvorana se je napolnila z gosti. Ko je kralj prišel pogledat goste, je opazil tam človeka, ki ni imel oblačila svatbenega. Tedaj mu je rekel: prijatelj, kako si prišel sem, ko nimaš svatbenega oblačila? Ta pa je molčal. Tedaj je kralj rekel strežnikom: zbežite mu noge in roke in ga vrzite ven najgloblje v temo, tam bo jok in škripanje zobmi. Veliko je namreč poklicanih, a malo izvoljenih. To je Kristusov evangelij. Danes 28. navadna nedelja in pa se mi zdi, da letos, da imamo prvo sveto mašo v tem letošnjem letu v Cerkvi Marije Pomagaj. Tudi danes, kot smo slišali v uvodu ali smo brali, so nas povabili, v drugih razmerah bi bilo drugače, ampak sedaj leto, današnjo nedeljo, je tudi 64. obletnica našega doma v Sankutu. Letos so zbrali ali ste zbrali kot neko geslo ali besede za to priliko, čeprav pravim, nekateri navzoči, pač kot so pač pravila, tako so nekako predstavniki domov, kot je tudi, ko so obletnice, se povabi predstavnike domov, omejene število, drugi pa pač po teh sredstvih, ki jih imamo na razpolago, po tako imenovanem internetu in vsemu temu, kar je podobno, mi moramo pač s tem biti nekako hvaležni in zadovoljni. Geslo, ki ste ga vzeli v Sankuškemu domu ali našem domu, se glasi: razširi roke, odpri srce, odkri obzorje. Lahko bi rekli, da te besede bi lahko bile pravilo za vsakega posameznika, za vsako družbo ali ustanovo. Mi bi lahko rekli, da te besede se že uresničujejo v tem domu 64 let, v našem domu v Sankustu. Različne dejavnosti, organizacije, ki so prisotne v domu, kot tudi v drugih domovih, morajo imeti razširjene roke ali odprte roke za vsakega posameznika ali družino, da jih sprejme, da lahko sodeluje, da gradijo skupaj to življenje v nekem domu. Težko je v parih besedah povedati, kaj vse si je naredilo v 64 letih v Sankuškem domu. Če gledamo na področje vzgoje, osnovne šole in vsemu temu, kar je s tem povezano,
mladci, mladenke, mladina, šport, petje, folklora, različne predstave, scenografije, koncerti, seje, sestanki, delo, skupno delo in veliko dela, ki morda nikjer ni omenjenega, tistega tihega dela, včasih tudi zelo veliko in morda največ pomeni v nekem domu. Vse to, da dosežejo tiste cilje, kateri se postavljajo letom za letom. In vsa ta sredstva, vse to, kar sem omenil, morda bi veliko več bilo za omeniti, so samo mora biti sredstva za to, da odkrijemo in namen, za katerega je bil ta dom, kot tudi drugi domovi grajeni. To so sredstva, cilj je pa drugi. Da dosežemo te cilje, da ohranimo, kateri so tisti cilji, ki so imeli naši predniki, to, kar so nam naši stari starši ali starši posredovali, da ohranimo vse te vrednote, kot so naši starši nam posredovali, da bi ohranili v Argentini, v tem koncu sveta, slovenski jezik, kolikor se da, tako oddaljeni od matične domovine, kulturo, navade, predvsem pa, da bi ohranili zvestobo do Boga. Saj zato so naši predniki zapustili rodni kraj. Zato, ker so cenili vse te vrednote, bi bilo nekaj svetega. In marsikdo tudi od naših sorodnikov je dal življenje za te cilje ali te ideale. Danes smo sledili ali slišali v Božji besedi, toliko v prvem berilu kot v Evangeliju, kako nam govori, da je Gospod ta prvo postavil, pravi v prvem berilu, prerok omenja in govori Izaija, da bo postavil, da bo pripravil neko gostijo, ampak neko izredno gostijo, nekaterokoli, nekako tukaj vidimo, da z besedami lahko razberemo, kako napoveduje tisto gostijo, ki je zadnje večerje, ker bo izbrisala vse grehe in omenja in nekako prerok napoveduje tisto izredno gostijo, posebna hrana, posebna vina in vse je bilo nekaj izrednega. Nedvomno, to, kar je bilo pri zadnji večerji, da so bili odpuščeni vsi grehi. Evangelij pa tudi govori o neki svadbi. Neki kralj je pripravil svadbo sinu in je šel, da grejo strežniki ali služabniki iskati tiste, ki so bili povabljeni. In vidimo, da nima uspeha. Tisti, ki so bili povabljeni, najprej so se zgovarjali, ker niso hoteli priti, pošle druge služabnike, tudi nekateri so potem pobili ali z njimi se norčevali, toliko da na koncu, ker je bilo vse pripravljeno, pravi, ne grejo in povabijo katerega koli, ki so dobili na križiščih. To je pa podoba zgodovine odrešenja. Kristus je vabil in bral na to gostijo od vsega začetka izraelsko ljudstvo. Pošiljal, vidimo, prvi so bili mučenci, apostoli in drugi prva stoletja, kako so preganjali, jih pobili ali mučili ali podobno. Na koncu pa povabi vse. Zakaj? Ker cerkev je odprta za vsakega človeka, ne dela izjeme. In široko odprte roke, odprto srce za vsakega, ne dela razlike pri različnih narodih ali različnih kulturah, vsak kdo hoče. Sam tisti, ki pride, nekako se mora na to pripraviti, ker vidimo, ko se je svadba začela in pride kralj, vidi, da nekdo ni imel tistega svadbenega oblačila. Ni tako važno, kako pridemo v cerkev, ali smo lepo napravljeni, nismo napravljeni, ampak Kristus hoče poudariti, kako je pripravljeno naše srce. Ta človek, ki ni imel svadbenega oblačila, pomeni, ni bil notranje pripravljen. Nekako to je, kar mora človek doseči, da pripravljen vedno se Kristusu približamo pripravljeni, da smo pripravljenega srca.
Kako se te besede tega gesla ali teh misli, ki ste zastavili v Sankuškem domu, uresničili, bi lahko si vzeli za zgled, ker smo ravno v zelo aktualnih temah, v tem tednu, ki je za nami, in bomo še zelo veliko slišali o tem, je ta mladenič, ki je bil včeraj beatificiran v Asisiju. To je bil, vemo, Karl Acutis. Mladenič, kaj je bilo izrednega, ki so se izpolnile te besede ali to, kar smo slišali. Čisto na kratko se bomo veliko tudi o tem že brali, če že nismo slišali. Rodil se je v Angliji 3. maja 1991. Pač starši zaradi službeno so bili v Angliji, malo ko je bil še zelo majhen, so se vrnili v Italijo. Bil v Italiji, starši so bili celo neverni, ampak on je odkril nekaj izrednega, je odkril Kristusa. Vemo, da je umrl 12. oktobra, to bo jutrišnji dan, 2006, komaj 15 let star. Če vzamemo fatimske pastirčke, isto starost je imel Dominik Savi, 15 let star. Po 14 letih, ko so odprli grobnico, so odkrili, da je nestrohnjen telo. Danes bi imel 29 let. Je napovedoval, je imel posebne milosti in darove, da je materi, ko je on zbolel, ko je imel levkemijo, zelo nevarno, je rekel materi, da bo imela še otroke in celo dvojčke, ima brata pa sestro, katerega niso poznali. Kaj je in katere so tiste stvari pri tem mladeniču? Je imel razpostrte roke ali odprte roke in srce za bližnjega. Vsakemu je pomagal, mati pravi, kako je ravno zaradi teh dejanj, teh stvari, ki on imel v sebi, je prišla do spreobrnenja. Tisto ustrajnost pri vsakodnevni sveti maši, molitvi rožnega venca in toliko bil pri spovedi. Tisto bili tista znamenja, da kako tak mlad človek ima tako močno voljo, da to dela redno. Ni da bi samo to zadela, to ni bil navaden študent, pravijo, da je bil zelo veselega značaja, zelo navdušen nogometaš, rad z mladimi si igral nogomet. Zabaval je vse, celo pravi profesori so ga občudovali od tistega veselega, katerega je on imel. Se pravi, imel odprto srce za različne potrebe. On je bil zelo navdušen za informatiko. Prav, da je zbiral denar kot mladenič za kupovati različne stroje, aparate za to informatiko. In ko je ne samo enkrat, ampak večkrat, ko je imel nabran denar, je nekoč spoznal nekega človeka, ki je živel na cesti in namesto, da bi se kupil tisto stvar, katero si toliko želel, mu je kupil spalno vrečo, da je lahko potem na cesti bolj na toplem bil. In toliko menja sedaj, koliko drugih stvari. Odprto srce za vsakega človeka, ni delal razlike. In s tem, da je bil za ves svet, da je bil obširnega srca in da je imel tudi to željo, da spozna čim več ljudi, leto pred smrtjo je bil zelo povezan po celem svetu, po internetu, da je oznanjal Božje kraljestvo. Prav to je bilo največje veselje za njega. Kako širiti Božjo ljubezen vsem človeštvu, posebno mladim ljudem. Kaj bi se vzeli za zgled? Čeprav to nekako izvrševal geslo, katerega smo danes slišali, ki ga imate za to obletnico, da je dobil, ki je črpal tisto moč. Rad bi velik častilec Marije, smo ravno v mesecu Matere Božje, rožnovenske Matere Božje. Veliko je hodil k spovedi, kot sem prej omenil, vsak dan sveto mašo, obhajilo in molitev rožnega venca. Vemo, da je včasih težko se to izpolniti, da bi se rekel, jaz se ta človek je bil mlad, pa je imel dosti časa.
Koliko mladih včasih težko vzamejo čas za kaj izmed tega, kar je tež nujno potrebno, imajo včasih delo, službo, študij, pa vse to, ampak si treba vzeti čas za Boga. On si ga je vzel. Da bi posnemali to, kar se da od tega blaženega, da bi tako uresničili nekako besede, ki smo slišali ali pri odpevu psalma. Če bomo imeli odprte roke, odprto srce in tista obzorja, da poznamo vedno bolj Kristusov nauk, to, kar se je že uresničilo pri temu Karlu, se bo tudi v nas nekoč, ker zato smo bili ustvarjeni. Smo imeli pri odpevu na psalm: v Gospodovi hiši bom prebival vse dni življenja. To je naš cilj. To je že Karel dosegel. Da bi se v tem mesecu Rožnovenske Matere Božje radi zatekali k Mariji in ji prosili, da bi tudi mi to uresničevali in nekoč tudi to živeli, da bi prebivali skupaj v Gospodovi hiši vse dni življenja. Amen. Ostane. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je iz očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, ključni duši, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z očetom in je po njem vse ustvarjen, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes, in se otelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen, in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očeta za vseh svilnih in to je iz svetega duha Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom in molimo in slavimo, ki govori po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, priznamo in krst, odpuščanje grehov in pričakujem stanje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Zdaj se obrnimo k nebeškemu Očetu in ga prosimo. Gospod Jezus, vsaka sveta maša je praznična gostija, kateri nas vabiš. Daj nam milost, da se bomo radi udeleževali. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus, hvala ti za duhovnike, saj po njihovih rokah ponazočuje svojo daritev. Poveli nam vedno novih duhovnih poklicev. Prosimo te, usliši nas. Povaljeni v evangeliju so se bolj zanimali za svoje njive in kupčije, kakor za tvoje vabilo. Naj nam delo ali nakupovanje v nedeljah ne postane pomembnejše od praznovanja. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus, podari nam čisto srce, da bomo vredno prejeli največji in najdragocnejši dar tebe samega. Prosimo te, usliši nas. Rajni, ki so na zemlji prejemali tvoje telo in kri, naj se veselijo večne gostije v nebesih. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom in drugih bolnikov in njihovih svojcev. Prosimo te, usliši nas. Gospod, pri tej sveti maši te posebej prosimo za žive in rajne iz San Justa ob obletnici doma. Prosimo te, usliši nas. Hvala, nebeški Oče, da poslušaš vse naše potrebe, tudi sprejmi vse to, kar je ostalo v naših srcih, po Kristusu, našem Gospodu.
O Bog, sprejmi s temi darovi tudi naše molitev. Naj po tej sveti daritvi pridemo v nebeško slave za Kristusom, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Gospod z vami, Kviško srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res je spodoben je pravično, primerno in zveličavno, da tebi, sveti Oče, vedno in povsod zahvaljujemo. V tebi živimo, se gibljemo in smo. Vsak dan okušamo darove tvoje dobrote in že na zemlji imamo poroštvo večnosti. Prijeli smo namreč prvine Svetega Duha, po katerim si obudil Jezusa in trdno upamo, da bomo nekoč po našem Gospodu Jezusu Kristusu uživali neminljivo veliko noč. Zato se zahvaljujemo in z angeli oznanimo tvoja velika dela ter pojemo. Vsemogoči Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki te jih prinašamo, naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil zdan, vzel kruh, se ti zahvalim in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav takoj po večerji vzel kelih, se ti zahvalim in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehu. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Usmerjeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glevnje jagnje, ki ti je bilo darovano s pravo. Napolni nas Svetim Duhom, da bomo eno telo in duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večni daritev tebi,
da bomo mogli prejeti dediščino s tvojimi izvoljenimi, najprej s preblašeno devico Božjo materjo Marijo, svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi mučenci in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi s svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje, utrjujo veri in ljubezen na zemeljski poti svoje cerkev, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, tukajšnjega škofa Marija, ves škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj. In privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v tvoje milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v obžestvu Svetega Duha, vse časti in slava na vse veke vekov. Kot je Karel, katerega so včeraj beatificiran, rad molil, se tudi obračal k nebeškemu Očetu, kot tudi nebeški Materi, zato da je ohranil tisto čisto, s katero je hotel imeti. Sam je rekel, da hoče moliti in prositi, da bi ne šel čez, to pravimo vic, ampak da bi šel direktno v nebesa. Pravi je, da Evharistija ni pot, ki pelje v nebesa, ampak je govoril avtocesta, se pravi najhitrejša pot do nebes. Zato, da mi prosimo nebeškega Očeta. Oče naš, ki si v nebesih, posvečen, pridi k nam tvoje kraljestvo, spodi se tvoje volje, kar v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas. Res vsega hudega vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmi nam pomagati se varovati grehe, varni pred vsakim nemirom, popolni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje kraljestvo, oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru in vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodu mir bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta.
Pod tvojimi nogami, o moj Jezus, poklekam in ti ponujam kesanje svojega skrušenega srca, ki se ponižuje pred tvojo sveto navzočnostjo. Častim te v zakramentu tvoje ljubezni z željo, da te prejmem v svoje ubogo bivališče, ki ti ga ponuja moje srce. V pričakovanju sreče zakramentalnega obhajila te hočem imeti vsaj v duhu. Pridi k meni, moj Jezus, da bom jaz prišel k tebi. O, da bi tvoja ljubezen unela vse moje bitje, tako za življenje kot za smrt. Verjam v te, upam v te, ljubim te nad vse. Amen. Gospod, zahvalim se ti, da si prišel v mojo dušo in izpolnil moje želje. Moje srce se veseli tolikšne milosti in počiva v tebi v miru. Prosim te sedaj, ko si pri meni, ovaruj me vsakega greha, vedno bodi pri meni. Ker si se ti podaril meni, tudi jaz tebi izročam svoje srce in svojo dušo, vse svoje življenje. Želim biti večno tvoj. Podpiraj in varuj tudi vse moje sorodnike, prijatelje in dobrotnike in reši duše iz vic. Amen. Gospod Jezus, Božji pastir duš, ti si poklical apostole, da bi postali ribiči ljudi. Pritegni tudi danes k sebi goreče in plemenite fante iz naših družin, ter jih naredi za svoje učence in služabnike. Zbudi v njih željo po odrešenju vseh ljudi, za katere na naših oltarjih vsak dan obnavljaš svojo daritev na križu. Pokaži jim, Gospod, vse pokrajine, kjer toliko naših bratov in sester prosi za luč resnice in gorečo ljubezen. Naj odgovorijo tvojemu klicu, postanejo sol zemlje in luč sveta. Na zemlji naj nadaljujejo tvoje delo odrešenja in gradijo tvoje skrivnostno telo, ki je cerkev. Tudi številne in velikodušna srca deklet milostno pokliči, Gospod. Ulij jim hrepenenje po evangeljski popolnosti in zbudi v njih željo, da se bodo službi za tvojo cerkev ter za uboge in bolne žrtvovale z vsem žarom in z vso močjo tvoje ljubezni. Amen. Molimo, vsemogoči Oče, nahranil si razrešilnim telesom in krvjo svojega Sina,
Ponižno prosimo, naj s tem postanemo deležni Tvoje Božje narave. Po Kristusu našem Gospodu. Zaključujemo današnjo mašo z blagoslovom. Bogu in Mariji obljubimo, da bomo še vnaprej pripravljeni na darovanje dela in talentov v blagor in rast te nam tako drage slovenske družine. Ponavadi po sveti maši ali na koncu svete maše so znanila in druga stvari. Najprej se moram zahvaliti za to, da smo lahko tole uresničili, to sveto mašo v Cerkvi Marije Pomagaj. Na prvem mestu, da smo lahko tudi ne samo tisti, ki so navzoči, ampak drugi, ki so po teh medijih. Najprej se moram Robert zahvaliti, da si vse te stvari, pač se na to razume. Pa vse druge, ki so to zmogli. Vemo, da tudi zelo veliko dela, da bi tole pa druge stvari, zedinja Slovenija, da bo dala vse možnosti, da bo to po internetu, pravi tukaj fibra optika in vse drugo, pa vsa tehnologijo, kar se potrebuje, ne samo za to, pa tudi za druge stvari. Potem čestitam, da je spravljal skupaj zbor z vseh domov, pa brez nobenih vaj, da so tako lepo zapeli, ker to ni kar tako. Če bi bil se avgust, to bi ne rekel, pa so čisto vseh krajev, kako je prišlo. Vsi drugi, ki so pripravili tudi prostor, več kot 6 mesecev je bilo nekako Slovenska hiša pa cerkev bolj zapuščena, da so prišli, očistili, pripravili ves prostor. Se bo to v nedeljah večkrat zgodilo, se mi zdi, da že drugo nedeljo pride na vrsto pristava, bomo imeli obletnico, pa tudi druge dejavnosti. Za vso podporo v tem času pandemije, ki spremljate z molitvijo ali z drugimi sredstvi, tudi z materialnimi, za oskrbo različnih potreb naše hiše, dušnih pastirjev, se prav lepo pač zahvaljujem, da se tako dobro odzvali k temu in da marsikdo tudi pomaga, ali se, vidim, slišal, da mladine pa drugi, tudi ali telefonsko ali na drug način srečujejo ali se vsaj po telefonu pogovorijo, če kdo kaj potrebuje, za kakšne potrebe, da tisti, ki lahko imajo možnost, da hodijo okrog, da tudi pomagajo tem, ki so najbolj v potrebi, da bi tudi pri vsem tem delu in da bi se čim prej in vsi srečali pri sveti maši in drugih dejavnosti, prosili, da naj nebeški Oče blagoslovi, da bi se to uresničilo čim prej. Zato naj vas spremlja Gospodu blagoslov. Gospod z vami. Prosti vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru.